V današnji avtomobilnosti vam predstavimo, kaj je novega povedal pariški salon avtomobilov. Govorili bomo torej o dinozavrih in startupih v avtoindustriji, o svežem marketingu, prednostih električne gradnje in novih rešitvah, da bi samovozeči avti bili varnejši. Preizkusili smo Toyota Prius, pa tudi nabrali prve vtise z Oplovo Moko in novim Renaultom Scenikom. Pozdravljeni v novi sezoni avtomobilnosti, kjer vas v prvi oddaji peljemo na najpomembnejši avtosalon v tem delu leta. Parižani drugače bolj slovijo po svojih pobuškanih in odrgnjenih avtomobilih, drugače pa Francozi v preteklosti so bili tisti, ki so bili poznani po dobrih dizlih. No, dizlom, recimo temu, grozi francoska vlada, ki je napovedala, da naj bi v centru oziroma v Parizu prepovedala vstop dizelskim motorjem. No, dobro jim gredo na roko tudi proizvajalci avtomobilov, ki so napovedali, da bi električni avtomobili naj imeli že zelo kmalu oziroma jih že imajo 500-kilometrski doseg. No, s to številko 500 pa tudi začenjamo današnjo oddajo. Prvo sporočilo pariškega avtomobilskega salona je zagotovo to, da električni avtomobili ne bodo več imeli težav z dosegom. 400 do 600 km naj bi jih imel tudi tale zaenkrat še konceptni Volkswagenov ID, ki je povsem električen, avtonomen in tako omogoča dizajnerjem in njihovim ekipam, da lahko še bolj futuristično posegajo v izgled avtomobila. Was hier zugrunde liegt, ist eine völlig neue Architektur. Haben dieses Design gebaut auf der modularen Elektrifizierungsplattform des Konzerns, die gerade entsteht. Und das erlaubt uns, die Räder in die Ecken zu schieben. Und die Sensation dieser Plattform und dieses Designs ist der Innenraum, weil auf der Verkehrsfläche eines Golf, also eines sehr kompakten Fahrzeugs, ermöglicht uns die neue Technologie, einen Innenraum anzubieten aus einer deutlich größeren Klasse. Wir haben also den Innenraum eines Passat, sehr groß. Den würde ich Ihnen jetzt gerne einmal präsentieren. Das Fahrzeug erkennt mich, ich bin der Besitzer. Und dann kann man zum Beispiel die vordere Tür rechtwinklig öffnen. Es gibt mir einen sehr großzügigen Einstieg. Und das Fahrzeug hat keinerlei B-Säule. Und Sie sehen, dass ich einen extrem großen Innenraum anbieten kann, ja, sehr einfach Dinge einladen kann. Wir haben ein Klappsystem entwickelt, das es uns erlaubt, sehr großzügig Gegenstände hinter die vorderen Sitze zu stellen. Da will ich dann doch hinten sitzen, kann ich halt die Sitze herunterklappen. Was ist mit Autonomie? Wenn das Fahrzeug autonom unterwegs ist, haben die Menschen die Möglichkeit, sich entbunden von der Fahraufgabe mit ganz anderen Dingen zu beschäftigen. Man kann schlafen, man kann lesen und natürlich kann man miteinander reden. Wir haben im Prinzip den Menschen Zeit zurückgegeben. Wird ID ein neues Golf sein? Der ID, ja. Wir denken daran, dieses Fahrzeug in der Golfklasse und zu dem Preis eines Golfs in den Markt zu bringen. Das ist unser Ziel. Ja. V sosednji hali pariškega sejmišča je svojo novo električno ponudbo predstavil tudi Mercedes-Benz. Tudi ta predstavlja novo serijo, novo kolekcijo modelov, narejenih na novi električni platformi z enakimi prednostmi. Kolekcija se bo imenovala generacija EQ. Platforma bo velikostno fleksibilna, ustrezala bo tako manjšim kot velikim Mercedesom. Zgodbo pa začenja ta kupejevsko oblikovani SUV s 500-kilometrsko avtonomijo. As we see the charging infrastructure expand in many countries, we are nearing the turning point where range anxiety will no longer be the issue, but maybe one concern. Električne avte torej vse lažje polnimo. A kmalu jih tudi ne bo več treba polniti tako pogosto, kajti že današnji serijski e-avti, kot na primer Volkswagen Golf, Renault Zoe in BMW i3, z nedavnimi tehničnimi izboljšavami ponujajo vse bolj vsakdanje uporabno avtonomijo. It's not a toy, it's not a gadget, it's not a second car, it's a real car which you and I can drive every day and we can go everywhere. 3, 2, 1, go!
Izmerjene kilometre dosega so tako izkoristili pri Oplu, kjer so povsem netipično za evropski avtomobilski marketing obračunali s svojimi tekmeci. Z namišljeno dirko iz Londona v Pariz. Seveda si lahko mislimo, da je razlog v ameriških koreninah Ampere E, gre namreč za dvojčka ameriškega Chevroleta Bolta. Starting in 2020, we will be launching a new family of electric cars. No combustion engines, no plug-in hybrids anymore. Na pariškem avtosalonu so nas torej ene znamke prepričevale, da je elektrika že sedanjost, druge pa, da bo električna šele prihodnost. Vsi pa se strinjajo, da bo v vmesnem času treba biti zelo fleksibilen s svojo ponudbo in ponujati vse vrste pogonov. Tako se je že tudi Toyota prilagodila in v nasprotju s svojimi prepričanji Priusa že ponudila tudi v priključno hibridni varianti. No, v nadaljevanju vam ocenimo klasičnega Priusa, tistega, ki je svojo prvotno vlogo že izpeljal, zato je zdaj lahko spet poseben. Dve desetletji je že na sceni, a šele danes, po 20 letih mimoidoči ob cesti vedo, da je Prius hibrid in da ima v nosu dva motorja, bencinskega in električnega. A še vedno je posebnež, tudi v četrti generaciji je nadvse električno-futuristično oblikovan. Nikakor noče biti običajen avtomobil z neobičajnim pogonom, a vseeno to v praksi pomeni, da je dovolj prostoren za 4-člansko družino, ima tudi povprečno uporaben prtljažnik, skratka vse v Priusu je podobno tistemu, kar dobimo na primer v Golfu, Focusu, Astri ali pa v Priusu, domačemu Aurisu. Po druženju s četrtim Priusom pa lahko sporočimo, da je vožnja postala veliko prijetnejša. Če so se prvi trije na ves glas upirali vsakršnemu pospeševanju, je v tem pogledu četrti Prius več kot znosen in to celo pri vožnjah v klance. Pri umirjeni vožnji voznik praktično ne zazna več, kdaj vozi na elektriko in kdaj na bencin. Tako tih je Prius in tako nežen je vklop klasičnega motorja. In poraba je zdaj v vseh primerih odlična, tudi če občasno vozimo bolj potratno, ostaja pri dobrih 4 litrih. Zelo močno hvalimo. Še vedno pa bi si recimo želeli, da bi bilo možno z vožnjo na bencin hkrati hraniti električno energijo za poznejšo rabo. Recimo za takrat, ko se sredi noči pripeljete v domačo ulico in ne bi radi zbudili sosedov. V teh situacijah smo se mi namreč več kot po Murphyju vsakič znašli s prazno baterijo. In v primerjavi s hibridnim Aurisom je Prius vozniško gledano manj dinamičen, pri ovinkarjenju vozniku daje premalo občutka, v katero smer bi šla kolesa. Značajsko gledano je torej Prius tudi v četrti generaciji posebna Toyota, takšna, ki ugaja s svojo umirjenostjo, svojo tišino, električno tišino. I expect we'll see more change in this industry in the next 5 years than we have seen probably in the past 20. Controlling the car will be totally intuitive, based on augmented reality projected on the windscreen and touch interaction, which we know from our mobile devices. No switches, no sticks, just screens. It is always online, ready for the next software update and all the content from the cloud. Those changes will bring tremendous opportunities. We're not afraid of them. We're looking forward to them. To seize those opportunities, collaboration will become increasingly necessary. No automaker can do it alone anymore in such a competitive, rapidly changing, high-tech environment. I'm convinced in many ways our partnership has become a model for collaboration in the auto industry. We work in project-oriented, diverse teams, driven by the best ideas, may they originate in Paris, Stuttgart or Yokohama.
Ali pa v Silicijevi dolini, Londonu ali morda v Ljubljani oziroma v katerem koli drugem start-upovskem okolju. Aktualno namreč ni samo sodelovanje med velikimi globalnimi giganti, vse pomembneje postaja sodelovanje velikanov z malimi gverilskimi podjetji. We are trying to make decisions based on the potential that we see working strategically with some startups. And when we see a very high level of talent, a very high level of creativity, and we see those startups popping up, we try to make a proposal, a win-win proposal, where they will continue to operate with all of the autonomy they wish, that they can use on our shelves everything they can find interesting for us to support them, like logistics, international footprint, legal, technology, everything they want to use on our shelves they can to support an even faster pace of growth. And what we have seen in the mobility service approach with the announcement we made yesterday of our Free2Move brand is that there are tons of great startups which are happy to work with us, and they see that sure, we are a dinosaur, no doubt about it, but one of our strengths is that we know that we are a dinosaur, and we have the willingness not to be the first one to disappear, which means that it creates a very healthy relationship where we don't interfere in the way the startups are run. We let the creators run the company as they wish, but we give them the possibility to use everything we have on our shelves to support even more that pace of growth. So we feel quite comfortable, and we have learned that investing tons of money is not meaningful about the thoughtfulness of the investment. One of the things that dinosaurs like myself have learned is that in some cases you need to be a little bit patient and give them the time to achieve a certain size so that then you change the business model and it becomes profitable. In ti mali start-upi so avtomobilskim velikanom vlili idejo, da naj vozniki dejansko bomo zgolj uporabniki vozil, ne pa nujno tudi njihovi lastniki. Tako se je v Parizu na glas govorilo o novem hčerinskem podjetju skupine PSA, ki se bo ukvarjala izključno s storitvami mobilnosti, recimo sistemi souporabe vozil. In odmevalo je tudi, da koncerni vlagajo velike denarje v krepitev podjetij, ki pripravljajo alternativo Uberu. A ne skrbi plačevanje davkov Uberovih prostovoljnih taksistov, gre za vprašanje, kdo bo prodajal taksije, ki bodo vozili brez voznikov. Morda se bomo nekoč v prihodnosti res lahko med vožnjo odločili, da vozilo prevzame vožnjo samo in nas pelje, kamor si pač želimo oziroma kamor smo mu pokazali v navigaciji. Da se bo pa to zares zgodilo, bo potrebno še kar nekaj dela, predvsem pa bodo morala vozila komunicirati s sabo, med sabo in ne zgolj gledati na cesto, kot to počnejo zdaj z asistenčnimi sistemi. V tem pogledu je tu v Parizu močno odjeknila novica, da so se avtomobilski proizvajalci Audi, BMW in Mercedes povezali s telekomunikacijskimi giganti, kot so na primer Ericsson, Nokia in Qualcomm, in skupaj bodo razvijali, testirali in promovirali tako imenovano 5G internetno omrežje. Po oglasih se spravimo dol z virtualnih oblakov in se lotimo avtomobilov, ki bodo kmalu zapeljali na naše ceste. Krmarili bomo recimo med tem, kaj si družine želijo in kaj potrebujejo. Ti dve vprašanji sta namreč kreirali naša snemanja v Parizu, Bordeauxu in škotskem Višavju. Na pariški avtomobilski salon smo se v stilu tedna mobilnosti prejšnji teden pripeljali z javnim prevozom. V Parizu se, tako kot smo v večjih mestih že vajeni, z eno takšno kartico za 27 evrov lahko peljete s katerimkoli javnim prevozom. Mi smo z letališča prišli v kombinaciji vlaka, se pravi podzemne, in pa tramvaja. Zakaj? Ker je bolj ugodno in hitreje ter, kar se parkinga tiče, veliko bolj priročno kot katerakoli druga varianta. Če že govorimo o parkingu, v Parizu je treba pri parkiranju biti zelo previden. Vsi avtomobili, boste videli, so zelo pobuškani. In kar se tiče parkiranja, vsi zelo optimizirajo svoje parkirne prostore tudi tako, da se dobesedno pripnejo na avto pred njimi.
Lepo pa seveda, kot smo v velemestih tudi vajeni, v to shemo paše tudi souporaba koles. Tako da vsa kombinacija, multimodalnost je beseda, koles, javnega prevoza in avtomobilov je prihodnost naše mobilnosti in o tem se veliko govori tudi tamle čez. Ostajamo pa pri prepletanju SUV-ovskih karakteristik z ostalimi avtomobilskimi oblikami. Tole je recimo novi Citroenov C3, ki je, lahko vidite, na boku polepljen s tole plastiko oziroma bodicami, ki so bile včasih rezervirane za C4 Cactus, ki je bil tako drugačen. In C3 je nekoliko bolj avanturističen, dinamičen, morda želi izgledati celo malo SUV-ovsko in s tem morda cilja tudi na mlajše kupce. Je pa še ena zadeva. Kamera ni uporabna samo za asistenčne sisteme, ampak tudi snema dogajanje na cesti. Enostavna, smiselna, skratka dobra ideja. Le kako, da se tega že prej niso spomnili. SUV-ovski oblikovalski elementi so torej postali stalnica. Že dolgo pa je jasno, da vozniki padamo na športen videz. In takšen videz je zdaj dobil 5. Nissan Micra. Saj se še spomnite tistega popularnega malčka, ki je bil najprej všečen, ker je bil majhen, nato so ga vzljubile ženske, potem so ga hoteli približati tudi moškim, pa so ga hkrati zasovražile tudi nežnejše polovice. Zdaj se Micra vrača močna kot še nikoli, z veliko pomočjo Francozov, ki ga bodo po novem tudi izdelovali. Da avto mora izgledati športno divje, se strinjajo tudi pri Hondi, kjer ne bodo več delali kompromisov. Novi Civic ne dovoli vprašanj glede značaja in naravnanosti voznih lastnosti. Koliko realne so oblikovne obljube, vam povemo po prvi vožnji. Kako močno pa so zabrisane meje med različnimi avtomobilskimi tipi, kaže Toyota CHR. Če boste pozorneje pogledali, boste videli, da je pravzaprav SUV, SUV-ovski kupe in to takšen s precej športno dušo. Predsednik uprave Akio Toyoda, ki se v prostem času ukvarja tudi z dirkanjem, je v času razvoja zagotovo pogosto pil čaj s svojimi oblikovalci. Kupejevsko-terenski bo tudi BMW X2. A zanimiv bo seveda šele takrat, ko bo zamenjal te neobičajne gume in dejansko zapeljal na ceste. Sta pa že tu dva nova SUV-ja iz največje nemške avtomobilske družbe, Audi Q5 in Škoda Kodiaq. Platforma je znana, izvedba in namembnost pa druga. Tako se Audi Q5 še bolj kot prej odmika od tehnično sorodnih Volkswagenov, je še vedno bolj prestižen in usmerjen k bolj dinamičnim voznikom. Škoda po drugi strani izkorišča dejstvo, da velikega 7-sedežnega Volkswagena Tiguana na trgu še ni, zato odkrito cilja na večje družine. A Francozi so koncept družinskega SUV-ja vzeli še resneje. Kako tudi ne bi, saj bi si nakopali nezadovoljstvo velikih družin. 5008 is something completely else that it was almost a decade ago when it was meant for big families. Yes, sure, absolutely. Now we decided to from an MPV to a real SUV because we want to be much more international, and MPV, as you know, is just a European body type. So we decided to switch to an SUV, but we kept the roominess and the versatility of an MPV in this new 5008. Actually, they have even more roominess and space, and the comfort is better in this new 5008 than in the previous one. In ko smo ravno pri mešanju SUV-ovskih in enoprostorskih lastnosti, je morda čas, da skočimo iz Pariza v Bordeaux. Tam smo vozili Renaulta Scénica. When you got the first crossovers of the C-segment, starting with Qashqai in 2007, we saw some big flows of customers leaving the MPV and going to crossovers. And when we asked them why, they were saying because it's attractive design. And then when we make deep dive, we saw also that there were a lot of customers staying on the MPV, because when you look at the volumes, it started to decrease, but then now it's stabilized and then even increasing again. And we understood that those people, they couldn't go to crossovers because it was not enough roomy, not enough flexible. But why couldn't we have also us a nice car? Could you do both of them? Ne strinjamo se, da doslej na trgu ni bilo zanimivo oblikovanih enoprostorcev. Vsekakor pa se strinjamo, da novi Scénic to je
in da je po SUV-ovsko atraktiven, celo na stopaški. A družine kupujejo racionalno, 20-palčne gume jih uspejo s ceno prestrašiti. Gre za gumo, ki ima mere 195, 55, 20, kar je seveda guma, ki je bila vedno zaščitni znak precej dražjih avtomobilov in zato tudi sama zelo draga. Vendar pa je Renault prišel do posebnega dogovora s 3 zelo velikimi proizvajalci gum in razvil posebno gumo, posebnih mer, kar pomeni, da bo na voljo za manj kot 150 evrov. Kot lahko vidite, je guma precej visoka, ponavadi so take gume nizko preseč, je pa tudi relativno ozka guma in to pomeni, da seveda tudi sama poraba pri taki gumi potem ni narasla. In na vprašanje, ki velike družine najbolj zanima, je odgovor ja. Sedeži druge vrste naj bi sprejeli 3 majhne otroke. Nismo imeli priložnosti preveriti, a podatek o samo 2 Isofix priključkih in naš občutek nam pravi, da je trditev smiselno preveriti s konkretnimi otroškimi sedeži, najnovejši so se namreč precej zredili v širino. Je pa Renaultu povsem jasno, da senika sploh nista samo za 5 in več članske družine. Many are used to more and they don't want to make any sacrifice. We have also some what we call the happy seniors, people that are now grandparents, that are very active and they are doing many things, so activities where they need to have flexibility, transporting their grandchildren, etc. And those ones, they are really don't want to make any compromise on this. Storages everywhere, the sliding console, it's even bigger. We have kept also all the storages on the floor. Poročamo, da so vozne lastnosti dobre, tako z vidika udobja kot tudi dinamike. Preizkusili smo mali bencinski turbomotor, ki je primeren bolj za zmernejše voznike, užitek pa je bilo peljati bahavega Grand Scenica DCI 160 s samodejnim menjalnikom. Vozili smo tudi prvega Renaultovega hibrida, dizelski motor, ki vključuje tudi majhen elektromotor. Ta na to pomaga pri pospeševanju in na ta način varčuje z gorivom, ni pa na voljo zgolj električna vožnja. V praksi je pomoč elektrike težko občutiti, razen tega, da je pospeševanje bolj zvezno in tekoče, kot smo vajeni iz turbov. A hibridnega Scenica v Sloveniji ne bo, tako ali tako so ga zasnovali z mislimi na trge, kjer nižji izpusti pomenijo bolj občutno nižje stroške. Z i30 Hyundai nadaljuje krepitev evropskega imidža tudi ob pomoči bolj športnega značaja, ki ne izhaja samo iz športnega videza, ampak predvsem iz tehnike. Obljubljajo namreč še veliko bolj evropsko dinamične vozne lastnosti. Pri Kii je zgodba podobna. Tudi novi Rio je bolj dinamično oblikovan, trdijo, da ima tudi enega največjih prtljažnikov med malčki in tehnika bo navdušila dinamične voznike. A kot da to ne bi bilo dovolj, je temperaturo še dodatno dvignil set dolgih nog. Za konec oddaje skočimo še na Škotsko, na idilično višavje v bližini Edinburga, kjer smo po levi strani ceste vozili Ople in ne Vauxhalle, tesni avtomobili so torej imeli volan na levi. Mokka je izredno uspešna Oplova zgodba. Število prodanih avtomobilov je že preseglo 600 000, a Oplu je še mnogo pomembneje, da je Mokka magnet za privabljanje novih strank. Za več kot 60% kupcev je namreč ta mali SUV prvi Opel, ki so ga kupili. In v Rüsselsheimu pri Frankfurtu še posebej z veseljem slišijo tudi to, da so kupci Mokko izbrali med konkurenti iz večjih in dražjih avtomobilskih razredov. V analizah se je večkrat pojavil celo Mercedes-Benz razreda A. A zdaj Mokka ni več samo Mokka. Postala je Mokka X. X is the new suffix we have for our, let's say, SUVs, crossover vehicles. And I think it's pretty fitting because just as a designer, the graphic of it implies a lot of things. On the one hand, it implies four-wheel drive, like 4x4. But on the other hand, it also fits to this crossover, literally a cross. X označuje novo družino Oplov in Mokka X je njen prvi predstavnik. A kaj je Mokka z X-om pridobila? Recimo, lepši stas. Že stara Mokka je navduševala, a povsem objektivno gledano je nova Mokka X lepša. V notranjosti ima nekaj drugačnih stikal, spremenili so merilnike, na sredinski konzoli pa so se znebili dolge vrste tipk,
nadomestil jih je velik zaslon na dotik, seveda ga lahko povežete tudi s CarPlayem in Android Autom. Novi so tudi sedeži, po novem s certifikatom Nemške ortopedske zveze, ki pa za razliko od Astre ne masirajo hrbtov. There's a certain science to seating design that our engineers work on that really ensure you have exactly the right comfort and support. So you don't sit through a seat, you sit in the seat comfortably and don't get that feeling all the time of not feeling quite right. Moka bo še naprej navduševala z voznimi lastnostmi, naj bo s prednjim pogonom ali pa s 4x4 pogonom, s katerim so bile opremljene vse moke, s katerimi smo se vozili po slikovitem škotskem podeželju. Pod motornim pokrovom je bil v vseh primerih novi 1,6 litrski dizelski motor, ki se je izkazal kot zelo prožen in nasploh izredno varčen motor. Koliko pa naj bi bila Moka X primerna za terensko vožnjo, so nam Oplovci povedali z izbiro offroad trase, ki je vsebovala samo zelo utrjen makadam, ki Moki niti od dežja namočen ni delal nobenih težav. Vseeno, glede na naše izkušnje trdimo, da ta 4-kolesni pogon grabi veliko bolje, kot to kupci zahtevajo. Oplove analize namreč kažejo, da večina kupcev Moko uporablja skoraj izključno v mestu. Nič ne kaže, da bi Otočani kaj hitro zamenjali stran vožnje. Bodo pa razmere v britanski avtoindustriji kmalu precej drugačne. Brexit namreč spet odmeva. O njem bomo govorili v prihodnji oddaji, ko bomo pariški avtosalon pripeljali v Ljubljano. Dobre prakse iz Pariza bomo poskusili prenesti na prihajajoči ljubljanski avtomobilski salon.